Se pravi maskiranje, tako sem že rekel, to maskiramo tisto, kar nočemo, da je pobarvan. Recimo pri tej šipci, to je pokrov Focke-Wulf 190, mislim, da je. V glavnem, tukaj je že mečkan zameglena, tam, kjer ne bi barval, je zamegleno, tukaj, kjer ne bi bilo prozorno, je pa pač čista plastika. In zdaj moramo mi lepo po robovih vse to pomaskirati, zato da bomo pa lahko tudi s čopičem, ampak še boljše vse, mislim, se verjetno imate vsi airbrushe doma. Mislim, to je sigurno najboljši način za nanašanje barve, no. Ker s čopičem se hitro naredi, da se poznajo potegi od čopiča, sploh če nimate dobro razrečene barve. Skalpel smo že prejle zamenjali, drugače pa vsakič, ki greste maskirati, pri maskiranju siguran, no, novo klinco noter, ker samo tako boste res ravne robove delali. Mislim, ja, ravne, da ne bojo šcufane, ne. Pa tako, kot sem prej rekel, Tamiya Tape, moj najboljši prijatelj. Površino, kamor nalepimo tole, moramo ščistiti, da ni prahu gor. Zdaj, če nimate take podloge, zarezati je lahko to tudi steklo ali pa kakšna keramika, kakšen krožnik ali pa kaj takega, ampak vse, kar je trš od te podloge, vam bo zelo hitro tudi klino uničil. Tako da jaz vam priporočam, da če še nimate podloge za rezanje, da si jo nabavite, ker če ne drugega se vam bo poznal pojk po klincah, no, boste tam prišparali. Pa tako, ta zunanji rob je ponovadi, mislim je, tukaj na zunanjem robu, vi, ko odlagate ta trak, ga načnete, a ne, in ta sigurno ni čist raven, zato ga jaz vedno odrežem stran. Ali pa če ga že uporabljam ta del, ki je bil odrezan. Zunanjega roba nikoli ne uporabljam za maskiranje. Zdaj pa tako, kot prej sem rekel, za graviranje je enako tudi pri maskiranju. Tanjši kot je trak, lažje ga bomo okrog ovinka pelali. Zdaj jaz doma uporabljam kovinsko ravnilo, zaradi tega, ker na plastiki se zelo hitro naredi, da noter zarežete in čez nekaj časa ne bo več raven rob. Ja. Ne, je kar pogost pojav, no. Zdaj tudi tele pri stran, jaz stran odrežem, da vam ravno. Potem pa vsak rob posebej nalepimo gor trak in odrežemo takole. Zunanjega smo že dali stran. Takole. Če imate malo bolj debele prste, je treba uporabljati pinceto. Gremo pa tako. Začnemo. To tudi večkrat, ko boste naredili, lažje in hitrejše vam bo šlo. Takole, čist po robu moramo jati, zaradi tega, ker imamo zdaj tanjši trak, ga lahko enostavno ovijemo tudi tlele okrog. Moramo pa paziti, da smo res čist ob robu. Zato, ker vsaka stvar, mislim, vsakič, ko bomo malo od roba odmaknjeni, polk je to enkrat pobarvan, ko damo masko dol, je skoraj nemogoče popraviti to. Pač lahko z zobotrebcem kakšne manjše stvari zdrgnemo stran, ampak pri maskiranju se je vedno boljš več časa vzeti, ker boljše 1 uro dlje maskirati, kakor pa na koncu popravljati 2 ure tisto napako, ki se jo lahko komot izognili. Tukaj, ko pridemo do konca, lahko samo previdno takole odrežemo, ampak moramo pa res paziti, da gremo po robu. Zaradi tega, ker če bomo, naprimer, tlele rezali, ne, pač imamo že zarezo na šipci. To sem jaz zdaj sam pokazal, da na oknu.
Da ne bo to tako kdo delal. Takole. In gre... Kaj so spoji, je fajn jeti enega do drugega ali čez? Čez. Čez, pa se še barva spotno zgleda. Se vsakič še malo pritisnete dol. Tudi tlele, tukaj, kaj gre čez, a ne, na temu spoju, tukaj z zobotrebcem takole dol pritisnete. Je pa tudi tako, med nanašanjem barve z airbrushom, če boste vi čist na rahlo nanašali, se to bo poj Križman povedal, je manjša možnost, da vam od spod steče. Če pa vi na mokro delate, pa to tekalo vse smeri. Ja, tisti zna biti zelo velik problem. Ja. Za ta maskiranje drugače jaz priporočam ali spreje, ali pa pač airbrush. Ampak tudi pri spreju veste, da zelo hiter je preveč. Ja, najprej treba čist tenek sloj narediti. Ja, to je pa pač... To, da zabašeš ja. Brazeli, pa greš na občin. Se tisti bo Križman poj razložil pri airbrushih. Je pa pač enak, ja. Mislim, se tudi že karkoli barvate, je boljš najprej čist tank sloj narediti, pa mečkam počakati, da se posuši, pa šele česi torank. Tole ni glih dobro za živce, ampak je pa treba narediti. Ja, včasih je treba kar mečkam pauza vmes narediti. Tudi, da se oči malo spočijejo. Takole. Zdaj lahko uporabljate skalpel take oblike v špico. Lahko pa uporabite tudi tazgre zaokroženega. Takole. In če si zdaj predstavljate, da imate tole gor na plastiki. Takole, da je ta del je tole, a ne, če si predstavljate. Lahko potem s temu ta zaokroženemu samo tukaj not pritisnete na rob in sam takole zvrnete čez. Ni treba nič rezati, je manjša možnost, da vam bo kam odnesel in je zadeva odrezana. Ne? Da jaz klej hitim bilo bolj, če bi dal v nastavk noter, v držalo. Takole. A ne, klej, greste špico, greste čist v kot noter, potem pa sam zvrnete čez in je odrezan. Je to, ker s temu morate pa prav potegniti, ne? In klej se hitreje naredi, da vam bo kam ušlo. Zdaj imamo zunanji rob, imamo maskiran. Zdaj imate pa dve možnosti. Lahko vse to prekrijete z maskirnim trakom, lahko pa uporabljate maskirno tekočino. To pa pač taka tekočina se nabav... Imamo kaj ta zdaj? Zdaj jaz se ne uporabljam, no, ker sem koli nisem navadil, je pa zelo enostavno za uporabo. Pač vzamete čopič in direktno kle gor namažete. Toliko merkate, da ne grete čez črto, pač samo do nekje do polovice tega in premažete vse to in ta tekočina se potem strdi kakor v eno gumo in imate pomaskiran in to na koncu samo dol potegnete. Je to dosti enostavno dol? Ja? Je to dosti enostavno dol? Glih hotel se reči, da direkt na plastiko ne boste imeli težav. Če boste pa na kakšno barvo dal, se pa zna zgodi, do kakšne reakcije prišlo in da se bo skrb zlimal. Jaz sem nekaj to prvo, kako mi dobro spraviti s tem? Zdaj, jaz sem znam, kaj? Ja, se tam pač
Mogoče je bila kakšna... Ne, drugač debelejši je lažje pa je tudi dol spraviti, ker pač je debelejši na nos in je čiste elastičen rata in... Ne, direkt. Ja. Zdaj, ne vem, lahko da imajo firme različne med sabo, ker verjetno niso čisto vse enake, ampak jaz enkrat sem uporabljal od... Če sem jaz tudi po moje. Ne, ni bila vele nekaj na drugega. Ne vem, ne spomnim se, ker pač jaz tega se nikoli nisem navadil uporabljati in ne uporabljam. Ja, v teoriji bi to mogli jati brez težav dol, v teoriji. Vemo pa, da se ne izide zmeram tako, kot bi hotel. Če se ne odločimo za maskirno tekočino, lahko zmaskiramo trakam, to čisto enostavno pomaskiramo. Takole si ga narežemo na manjše kose, ni treba zdaj gledati, da so vsi enaki. In gremo pač vsega posebej, takole lepimo gor. Tukaj je treba zelo paziti, da kje ne zgrešimo, pač takole, pač moramo vse prekriti. Zato je boljš, da jih kar malo bolj prekrivamo, ne glih sam tok, da je, ampak kar mečkam bolj čez. Merilo je to malo težje, ne? Ja. Jaz sem se lih pri tem modelom, 71, ja. Matra, lih tu. Ja. Se je ustavilo, to ne je ustavilo. Manjše kvadratke si narežemo, manjše kose in pač mečkam dol traja. Ja. Sploh pri sprednji šiti, ne? Ja, sprednja ali pa kakšni tisti... Trikotna, ja, vse trikotna, ne? Ja, to kakšna tili avioni iz druge svetovne vojne so kar zahtevni. Zdaj lahko se temu izognete, če imate srečo, se da kupiti že narezane maske. To pri kakšnih Messerschmittih pa teh avionih, ki jih je milijon maket, to se skoraj zihar dobi, no. Jaz sem uporabljal od Eduarda in paše čist v nulo. So tudi druge firme, sicer jaz še nisem uporabljal, ampak verjetno bi mogli pasati, no. Ker to tako zdaj vse zrišajo na računalnik, pa probajo parkrat preden to dajo ven na tržišče. Tako da tudi od drugih firm mislim, da ne bi smeli biti problema. Edina razlika je, kaj recimo Eduard uporablja temu se reče kabuki tape, pač to je ta Tamiya tape in je ista lepljivost kot to, kakšne druge firme pa uporabljajo kakšne vinilne folije pa take zadeve in tista folija je zelo fajn, če takrat, ki jo nabavite, da jo kar dosti hitro tudi porabite, zaradi tega, ker če to pustite kakšen let, dva, se kar skrč folija in potem je pač tisti del, ki morate vi čez nalepati, je manjši, kakor bi mogel biti. Se tudi vidi, ko imate na tej poli gor, ki je izrezan, ko boste nabavili, bo to čist lepa črta, pol čez en let, čez dve, bo pa kar, ne vem, lahko že kar milimetrska luknja okrog, se kar pozna. Zato je fajn to, kar nabavite, da zelo hitro porabite, če je vinilna folija, ta ni problem, tega imate lahko, kakor čete. Je problem zdaj, če delate kakšne malo bolj redke makete, se pač težje dobi, pri meni je več ali manj tako, da se ne dobi, da zmeram sam delam tole. Lahko pa investirate in se nabavite ta plotter, se reče, in si zrišete vektorsko in sami zrežete ven. Ampak to je spet ni pocenno. To je fino poj, če imate še kakšnega prijatelja, če kaj ta zgarab, da še njemu kaj prodate. Zdaj ta je precej enostavna, za pomaskirati, kakor smo že rekli, so kakšne veliko bolj zahtevne, bo dalj trajali. Zdaj tukaj vmes lahko tudi večji kos porabimo. Tako, malo pospešimo. Vedno preverimo, če smo vse pomaskirali, ker zelo hitro se da narediti, da kaj tazga le pozabimo. In to, nažalost, ugotovimo šele pol, ko maske dol dajemo.